Gledalke in gledalci, prijazno pozdravljeni iz studija VTV vaše televizije Velenje v današnji oddaji Pogledi svetniške skupine SD na dogajanje v mestni občini Velenje. Danes bomo gostili tri zanimive goste in sicer najprej pozdravljam prvo gostjo, to je Tjaša Oderlap, članica svetniške skupine SD v svetu mestne občine Velenje. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Hvala lepa, lep pozdrav vam in pa vsem, ki nas danes spremljajo. Tjaša, sodite med mlajšo populacijo v mestni občini Velenje. Velenje je mesto mladim zelo prijazna občina. Ja, res je. Ravno v preteklih dneh se lahko pohvalimo, da je mestna občina Velenje znova ponosni nosilec certifikata Mladim prijazna občina. In sicer tale certifikat ponosno izpostavljamo že od leta 2012, ko se je tudi začelo podeljevati te certifikate. In sicer smo bili ena izmed prvih občin, ki je prejela ta certifikat in ga uspešno ohranjamo tudi danes. Tako kot že rečeno, v preteklem letu smo znova prejeli certifikat Mladim prijazna občina in sicer za obdobje med letoma 2020 in 2024. Se mladi zavedajo, kaj pomeni to? Bi rekla, da se zavedajo. Seveda vsi tisti, ki malo spremljajo stvari, najbrž vedo, da smo letos kar nekaj postorili za mlade. Med drugim smo znižali komunalni prispevek za mlade, kadar gre za novogradnjo, rekonstrukcijo. Potem smo sprejeli med drugim v preteklem tednu tudi pravilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim in pa naj izpostavim morda tudi, da smo povečali staršem pomoči ob rojstvu prvega otroka oziroma otroka za 100% in sicer na 300 evrov. Seveda pa vključujemo mlade, lokalno skupnost, kar se mladih tiče, v razvoj, v ideje. Vedno smo oziroma so nam pripravljeni prisluhniti, tako da mladi resnično sooblikujejo naše okolje. O tem, kar ste že omenili, o pravilniku za dodeljevanje neprofitnih stanovanj in pa tudi o sofinanciranju komunalnega prispevka mladim malo več čez nekaj trenutkov. To pomeni, kar ste zdaj omenili, da se mladi po končanem študiju vračajo z velikim veseljem nazaj domov v Velenje. Ja, se vračajo. Tudi sama sem se vrnila po končanem študiju z veseljem in tudi želeli bi si, da se mladi vračajo, da mladi ostanejo v naši prelepi občini, da se počutijo tu doma in seveda, da smo jim naklonjeni. Da je naklonjeno, da se mladi vračajo, da jim pridemo nasproti, da se lažje postavijo na noge, odselijo od staršev, začnejo graditi. Se mi zdi, da je to za mlade zelo pomembno na tisti točki, ko je potrebno štartati tako rekoč iz čiste nule. Kaj pomeni pravilnik za dodeljevanje neprofitnih stanovanj, pa vprašanje takoj, je dovolj stanovanj v mestni občini Velenje? V mestni občini Velenje bi rekla, da je stanovanj veliko, vendar še vedno potrebe po stanovanjih so. Stanovanjska problematika je ne le problem v Sloveniji nasplošno, ampak tudi pri nas. Stanovanje manj, več je prosilcev za stanovanja kot stanovanj samih. Imamo veliko stanovanj, pa vendar premalo, kot že rečeno. In tale pravilnik je namenjen resnično mladim. Tisti, ki se postavljajo na noge, da se lahko odselijo od staršev, da lahko zaživijo samostojno življenje, torej mladim posameznikom, mladim parom in pa tudi mladim družinam. Tako da v prihodnosti, načeloma v začetku prihodnjega leta, se predvideva razpis za mlade, torej mlade posameznike, pare in pa družine in v začetku se bo namenilo 5 stanovanj za to skupino. Toliko se jih je lahko zagotovilo. Seveda pa bi si želeli, da bi za mlade v prihodnosti vsekakor imeli še več stanovanj. Ampak vseeno, Tjaša, povejte, kaj določa ta pravilnik za dodeljevanje neprofitnih stanovanj? Kdo se bo lahko prijavil, na kakšen način? Kje lahko dobimo podrobnejše informacije? Torej, prijavijo se lahko mladi posamezniki
pari ali mlade družine med 18 in 29 letom. To so osebe, ki spadajo med mlade posameznike, torej, in sicer za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja za 5 let. Torej, če je posameznik star pri 29 vzel to neprofitno stanovanje, ga lahko ima 5 let z možnostjo podaljšanja še za 5, torej do 39. leta maksimalno. Vse podrobne informacije seveda najdete na spletnih straneh Mestne občine Velenje. Sicer pa, kot že rečeno, načeloma naj bi tale razpis bil v prihodnjem letu, v začetku prihodnjega leta, in jaz upam, da seveda bo vedno več teh stanovanj. Naj pa še omenim, da morajo biti posamezniki državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem seveda v Mestni občini Velenje. Odgovarjajo potem za stanovanje samo, imeti morajo dohodek vsekakor v višini 76% neto minimalne plače v Sloveniji. Tako da jaz mislim, da je tale pravilnik kar lepo naravnan za mlade. Kar se tiče prihodka, smo se tukaj z mladimi kar dosti pogovarjali, smo mladi tudi sodelovali, in sicer ni nujno, da je to dohodek le od enega delodajalca, lahko so to tudi avtorske pogodbe in podobni honorarji, ki se seveda dokazujejo. Mladi danes si služimo denar na različne načine, ne samo s pogodbo pri enem delodajalcu, in prav je, da tukaj tudi stopimo nasproti, da se seveda približamo mladim njihovim načinu življenja in da je za mlade potem ta razpis čim bolj enostaven in čim bolj dosegljiv in dostopen. Se pravi, da ste na nek način upoštevali tudi želje pa interese mladih? Vsekakor, vsekakor. Uprava, župan so prisluhnili mladim, mladi so lahko izrazili želje in seveda oblikovali tudi ta pravilnik. So oblikovali, bi bolje rekla, so oblikovali svojimi idejami, tako da je čim bolj se približal mladim in potrebam mladih. In še ena zanimiva novost, sofinanciranje komunalnega prispevka mladim. Ja, drži. Tudi tukaj je bil že letos kar lep odziv, no. Naj rečem, da je letos prišlo na občino že 8 vlog, kar pomeni, da bo 8 mladih družin gradilo hišo svojo samostojno, ali pa rekonstrukcijo, obnovo, in se mi zdi to res ena čudovita poteza na naši občini. Tukaj se res približamo tudi mladim. Kar se tiče tega odloka, pa velja do vključno 35. leta, ker vseeno se gradnja velikokrat malo zavleče, ne gradimo takoj po 20. letu in je pač potrebno to tudi upoštevati. Tako da se pravi do 35. leta vlagatelj mora biti lastnik posameznega zemljišča in višina te subvencije je 50%, torej 50% komunalni prispevek oziroma največ 5.000 evrov, vkolikor je komunalni prispevek višji. Do kdaj se lahko prijavijo? Načeloma tukaj ni sedaj določenega roka. Prijavljajo se lahko, kadar se pač odločijo za graditev, kadar se odločijo za plačilo komunalnega prispevka, takrat se pač tudi odda vloga za tole subvencijo. In jaz verjamem, da bo marsikomu prišla prav, da bo pomagalo, lahko ta denar unovčijo kako drugače. Vsi vemo, da je pri začetku graditve seveda pomemben vsak evro, kako ga obrnemo, in jaz sem zelo vesela, da bomo tako pomagali tudi Velenjčanom in Velenjčankam, tisti, ki prvič torej rešujejo stanovanjsko vprašanje. Se obeta za področje mladih še kaj posebnega zdaj v Mestni občini Velenje v bližnji prihodnosti? Seveda, ves čas se trudimo, da se mladim približamo, ves čas se trudimo, da sodelujemo z mladimi, kot že rečeno, tako kot je bilo tudi sedaj v preteklem obdobju. Mladi so sodelovali in jaz sem vesela, da se tudi mladi radi vračajo v dolino. Tudi sama sem se rada vrnila, tako da sem res ponosna na to, da pomagamo mladim, da se lažje osamosvajajo in da se radi vračajo v našo prelepo občino.
Tjaša Oderlap, članica svetniške skupine SD v svetu Mestne občine Velenje. Torej, lepo je biti del Mestne občine Velenje. Ali si mlad po srcu ali pa malo starejši? Drži, vsekakor drži. Čudovito se imamo, tako da jaz upam, da bomo tudi v bodoče z mladimi lepo sodelovali in da vam lahko le rečem, da na mladih svet stoji. V današnji oddaji Pogledi svetniške skupine SD na dogajanje v Mestni občini Velenje z nami tudi Janja Rednjak, članica svetniške skupine SD v svetu Mestne občine Velenje. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Pozdravljena. Vaša tema danes pa pozdravljena prihodnost na zeleno. Sicer že sam naziv pove, veliko se tega v Šaleški dolini pravzaprav zavedamo, kaj to pomeni. Ja, sama mislim, da se zelo dobro zavedamo in zato sem zelo vesela, da je bila, se pravi 21. in 22. septembra na podlagi predstavitev različnih strokovnjakov na prvi dan razvojne konference Pozdravljena prihodnost na zeleno do kakovostnega življenja, je mestna občina na nek način še bolj prepričana, da bi morali v Sloveniji prevzeti nemški model prestrukturiranja. To pomeni, da bo Nemčija zadnjo termoelektrarno zaprla leta 2038 in bo za prestrukturiranje premogovnih regij v obdobju 2020 do 2038 namenila kar 40 milijard evrov. Velik poudarek, kar menim sama osebno tudi, da je to zelo dobremu sodelovanju delovnih skupin za prestrukturiranje, v kateri so bili vključeni in mislim, da to pri nas ključno manjka, vsi deležniki z različnih nivojev oblasti, se pravi vsi odbori na državni, deželni in pa pokrajinski ravni. Potem Šaleška dolina od države zagotovo pričakuje, da predstavi, koliko sredstev bo v Sloveniji namenjenih za razogljičenje energetike in pa za prestrukturiranje Saša regije iz državnega proračuna. Prav tako bi zagotovo radi dobili odgovor, kdo se v imenu Šaleške doline glede prestrukturiranja Saša regije pogaja sploh z Evropsko unijo. Če ste spremljali, ste zagotovo zasledili tudi izpostavljenih besed našega župana Mestne občine Velenje Petra Drmola in sicer je lepo povedal, da se mi ne bomo prestrukturirali zaradi 235 milijonov evrov, ki so zaenkrat na voljo za dve premogovni regiji in sicer iz sklada za pravičen prehod, ampak bo prestrukturiranje v prvi vrsti zaradi varnosti ljudi in kvalitetnega razvoja regije in pa s tem tudi naše Šaleške doline. Predstavniki Evropske komisije so pojasnili, da mora biti v tej nacionalni strategiji kot podlaga za črpanje evropskih sredstev določena letnica zapiranja premogovnika Velenje. In sicer do leta 2030 moramo zmanjšati del izpustov CO2, celotno razogljičenje pa je predvideno nekje do leta 2050. Glavni vir onesnaževanja je zagotovo še vedno promet, ne energetika, in Mestna občina Velenje zato pričakuje, da bodo v sodelovanju z vsemi deležniki pripravili neko časovnico, v bistvu nek časovni kazalnik. V zadnjih tednih je bilo strani države kot potencialni energent, verjetno ste tudi zasledili večkrat omenjen plin, ki pa ni neka dolgoročna rešitev. Saj je tudi plin fosilno gorivo, kar pomeni, da je tudi zanj potrebno plačevati CO2 kupone, poleg tega pa Evropska komisija tega ne podpira. Izhod iz premoga in ustavitev proizvodnje v termoelektrarni Šoštanj sta realno na nek način izvedljivi šele takrat, ko s tem v bistvu ne bomo povečevali energetske odvisnosti države na področju električne energije. Torej, povečanje uvozne odvisnosti bi pomenilo zagotovo dvig cen električne energije, kar bi v znatni meri ogrozilo konkurenčnost slovenskega gospodarstva in pa povečalo energetsko revščino naših državljanov in državljank. Janja, ta dvodnevna konferenca je spadala v sklop praznika Mestne občine Velenje. Številni ugledni gostje so se udeležili.
Ja, res je. In konferenca je bila tudi, mi je bilo v bistvu všeč, da je bila izvedena na nek način s cilji, da se vidi jasna in razločna prihodnost naše Šaleške doline. Gostje so z zanimivimi svojimi pogledi na naše dogodke, in na naše razvijanje, odvijanje te strategije, podali tudi svoja mnenja. Zato je razvojna konferenca bila zaključena tudi z nekimi določenimi zaključki. In sicer od države Mestna občina Velenje zahteva, da se občina aktivno vključi v sodelovanje pri celotnem procesu prestrukturiranja Saša regije, priprave strategije zakonov, strateških dokumentov in da upošteva njihove argumentirane predloge, kar se meni zdi zagotovo prav. Potem zahteva se, da se v ključne dokumente, se pravi oba zakona strategije, vključi zaveza o zagotovitvi 5000 delovnih mest z višjo dodano vrednostjo v Šaleški dolini. Mora se zagotoviti in opredeliti potrebna finančna sredstva za realizacijo vseh identificiranih projektov in sicer kar v vrednosti 1,1 milijarde evrov. Potem se zahteva, da se ustanovi sklad za pravičen prehod regije Saša, ki bi bil sistemski vir financiranja, se pravi, kamor bi se stekala sredstva tudi iz podnebnega sklada Republike Slovenije. Prav tako mora biti ta podnebni sklad tudi sistemski vir za financiranje preobrazbe daljinskega sistema ogrevanja v naši Šaleški dolini, se pravi tako za obnovo obstoječega sistema, kot pa za vzpostavljanje alternativnih virov za naprej. Zagotovo, kar je tudi zelo pomembno, je potrebno določiti skrajno letnico zapiranja premogovnika Velenje. Recimo, kot se zapre zadnji premogovnik v Nemčiji, naprimer leta 2038. Nujno, resnično nujno je spremljanje doseganja mejnikov vsaki 2 leti in če bodo cilji doseženi prej, se potem zagotovo lahko izstop iz premogovnika zgodi tudi prej. Zakon o zapiranju premogovnika Velenje in zakon o prestrukturiranju Saša regije pa morata biti do drugega, se morata dopolnjevati ter biti sprejeta hkrati in tudi sama podpiram to, da mora biti to urejeno še v letošnjem letu, se pravi v letu 2021. Na konferenci je sodelovalo 21 strokovnjakov, veliko besed je teklo tudi o premogovniku Velenje pa o Tešu. Ja, res je. Zato v bistvu v neki povezavi je bila konferenca na koncu izvedena s cilji, da se vidi, kako se z vprašanjem prestrukturirajo, srečujejo recimo druge premogovne regije, predvsem nemške, saj je v Nemčiji vodilna država tega prehoda iz zelenega prehoda v Evropi in to je zagotovo pomembno za termoelektrarno Šoštanj in kot za premogovnik Velenje. Zavedati se moramo, da bo potrebno zapreti premogovnik in da na nek način ne tiščimo glave v pesek. Želimo si minimalna zagotovila, da se bodo vsi postopki peljali vedno in povsod v dobro ljudi in pa seveda naše regije. Da je konferenca na nek način potrdila tudi našo skrb, da se s to tematiko na državnem nivoju žal res nihče še na nek način resno ne ukvarja. Saj smo na nemškem primeru videli kot celotna struktura države, na kak način sodelujejo v aktivnih procesih v državi od zgoraj navzdol. In mi pri nas še nimamo zagotovljenih sredstev v državnem proračunu in jaz mislim, da nas lahko to izjemno skrbi. To je zame izjemno zaskrbljujoče, prav tako ni posluha za oplemenitev sredstev iz kohezije, kjer bi lahko država za pravičen prehod, poleg sredstev iz sklada za pravičen prehod, namenila 1,5 do 3-kratnih sredstev samo iz kohezijske politike. Na našo pobudo smo dobili žal 2-krat negativen odgovor in menim, da se na tak način to ne dela. Želja, da se letnica postavi na drseči način, da bomo vsi motivirani, da jo dosežemo čim prej in ne da država enostransko odredi neko letnico in čaka, se mi zdi, da nek pogoj ali nam bo uspelo ali nam ne bo uspelo.
To torej pomeni, da župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, pa tudi svetniška skupina SD v svetu Mestne občine Velenje se bo še naprej trudila in borila za Šaleško dolino. Zagotovo. Tukaj bi rada tudi poudarila, da ni krivda Mestne občine Velenje za slabo finančne stanje recimo v Tešu in pa na Premogovniku Velenje. Dejstvo je, da država od vseh možnosti za znižanje vpliva CO2 kuponov na ceno ni izkoristila niti enega, pa nihče ne odgovarja, medtem ko recimo sta država Poljska in Nemčija to izkoristili. Na konferenci je sodelovalo 21 strokovnjakov, ki so predstavili proces prestrukturiranja svojih regij. Menim, da je prav, da se borimo za svojo regijo, mi moramo vztrajati pri zelenim in sama sem zagovornica tega, da je treba poskrbeti za našo svetlo in zeleno prihodnost in tega si želim tudi sama, želimo si svetnice in svetniki Socialnih demokratov in prepričana sem, da si to želite tudi drage Velenjčanke in Velenjčani. V današnji oddaji gostimo še Aleksandro Vasiljevič, članico svetniške skupine SD v svetu Mestne občine Velenje. Lepo pozdravljeni, hkrati tudi podžupanja, kar nam je v veliko veselje. Ja, dober večer, Andreja, vam in pa vašim gledalkam in gledalcem. Današnja tema, rebalans proračuna. Kaj ste torej obravnavali na zadnji seji sveta Mestne občine Velenje? Ja, na zadnji seji sveta, 20. redni seji sveta, smo obravnavali tudi rebalans proračuna za leto 2021. Gre za to, da je ta proračun pravzaprav odgovor, aktivni odgovor na potrebe lokalnega prebivalstva in pomeni tudi to, da znamo slišati, da znamo prisluhniti ljudem in pa seveda pomeni tudi na nek način odziv na vse tisto, kar se zgodi, bom rekla, nepričakovano znotraj naše občine in je potrebno proaktivno in hitro reševati zadeve. Zato smo z rebalansom načrtovali več tisoč evrov, torej 843 tisoč evrov več prihodkov in pa prejemkov. To je predvsem iz naslova prodaje poslovnih prostorov, torej velik del poslovnih prostorov, ki se nahajajo v poslovni coni Rudarski dom, so to kupila podjetja, ki pa so že svojo dejavnostjo pričela prav v tem objektu. Torej, z rebalansom proračuna je načrtovani tudi 1,7 milijona evrov več odhodkov in izdatkov. Največ finančnih sredstev pravzaprav predvidenih za ureditev starega Velenja. Ta finančna sredstva bomo namenili za sanacijo ceste od Vile Bjanke do kreativnega centra Čuk, pa potem za dodatna parkirišča in pa za podzemne zbiralnice. Seveda, vsi vemo, da se v Mestni občini Velenje ves čas trudimo za nadgraditev cestne infrastrukture in smo seveda tudi prisluhnili in slišali krajane in krajanke v krajevni skupnosti Šentilj, predvsem iz razloga, ker je naš župan Peter Dermol opazil pri samem pregledu te krajevne skupnosti, da so otroci sestopali iz avtobusa, šolskega avtobusa, kar na nevarnem delu cestišča. Zato smo tudi skladno z rebalansom proračuna namenili kar 260 tisoč evrov za ureditev oziroma rekonstrukcijo lokalne ceste v KS Šentilj, pa potem za ureditev pločnikov, za javno razsvetljavo in pa za avtobusno postajališče. S tem smo dejansko nekako tudi omogočili varnost v cestnem prometu za naše najmlajše. Veste, da tudi Mestna občina Velenje ima v lasti kar nekaj stanovanj. Seveda so tudi ta stanovanja potrebna obnove in sanacije, tako da smo v tem letu z rebalansom uredili tudi dodatna finančna sredstva, ki so sicer že v postavki, pa smo jih vendar morali povečati na 155 tisoč evrov, ravno za to investicijsko vzdrževanje stanovanj in pa seveda samo obnovo. Prav tako se nepredvidljivi dogodki
dogajajo na osnovnih šolah, recimo na osnovni šoli Gorica in pa na osnovni šoli Gustava Šiliha, namreč šlo je za spuščanje strehe na telovadnici osnovne šole Gorica in pa seveda na severnem delu strehe osnovne šole Gustava Šiliha, tako da smo z rebalansom zagotovili tudi 133 000 evrov za sanacijo teh dveh streh na osnovnih šolah in spet tako seveda na hiter način in učinkovit način odreagirali na varnost naših otrok, ki seveda obiskujejo te dve osnovni šoli. Izredno ponosni smo na to, da je v Mestni občini Velenje v letošnjem šolskem letu 20 otrok več upisanih v vrtec Velenje. Sedaj jih je v letu 2021 in 2021-2022 upisanih 1435, kar pomeni 3 dodatni novi oddelki. Seveda pa je Mestna občina Velenje tista skladno z zakonom, ki seveda plača razliko med ceno vrtcev in pa ceno, ki jo plačajo starši. Zato je bilo tudi potrebno povečati finančna sredstva v ta namen in to smo tudi z tem rebalansom uredili. Če smo zdaj nekako še ostajamo pri naših najmlajši populaciji, bi rada spomnila vse naše gledalke in gledalce, da smo v naši mladosti na mestnem otroškem igrišču včasih uživali na bazenčku s čolnički. Tudi to smo s tem rebalansom uredili, tako da bomo v višini 122 000 evrov bodo ta finančna sredstva tudi uporabljena za prenovo bazenčka na tem mestnem otroškem igrišču in pričakujemo, da bi ta bazenček bil tudi predan v namen za uporabo v naslednjem letu, naslednjega marca. Torej. Tudi v prejšnjem obdobju smo uspešno zaključili revitalizacijo starotrškega jedra, ki pa je seveda pokazal tudi nekatere potrebe in z rebalansom kot odgovor na učinkovito sanacijo podpornega zidu pod cerkvijo Svete Marije je bilo nujno potrebno pristopiti, prav zaradi tega, zaradi plazenja in seveda potem takem tudi zmanjšanja nevšečnosti na samem cestišču, tako da smo tudi na to ponosni, da smo s tem rebalansom uredili. Seveda smo pa dodatno zagotovili tudi ostala finančna sredstva za druge projekte. Vemo, da se je v tem letošnjem letu zgodila huda prometna nesreča v Paki pri Velenju, ki je na žalost terjala eno človeško življenje. Prav tako je ob tej prometni nesreči bil zelo poškodovan sam most v Lokah, torej v Paki pri Velenju, katerega moramo sanirati, ker je tudi nevaren. Prav tako pa moramo še sanirati plaz v krajevni skupnosti Plešivec in vse dejansko skupaj s tem rebalansom proračuna tudi omogočamo dodatna finančna sredstva za ureditev in tudi projektne dokumentacije za nadgradnjo Doma varstva odraslih, ki jo pričakujemo nekako v prihodnjem letu, pa potem za projektno dokumentacijo za urejanje kanalizacije v krajevni skupnosti Bevče. Skratka, kot sem že na začetku dejala in bi rada še enkrat poudarila, rebalans je za leto 2021 izrednega pomena, predvsem zato, ker je odgovor na potrebe lokalnega prebivalstva in pravzaprav pokazatelj, da znamo prisluhniti in da meščani oziroma občanke in občani imajo pomembno vlogo tudi pri samem proračunu. Je veliko takih izrednih dogodkov skozi leto? Vsekakor bi si želeli, da je teh izrednih dogodkov čim manj, ker ti lažje je potem tudi načrtovati sam proračun, pa vendar vidimo, da nič v življenju ni gotovo in nič v življenju ni tako zares 100%. To nam je COVID tudi pokazal, tako da seveda so pa še nepredvidljive situacije, ki pa na srečo, za katere imamo na srečo, da v našem proračunu, bom rekla, prišparana finančna sredstva in se lahko tudi na tak način odzovemo hitro in pravočasno ter učinkovito. Povejte, Aleksandra Vasiljevič, to pomeni, če smo danes govorili tudi o mladih, Mestna občina Velenje ima izreden posluh za vse občanke in občane, ko pride do kakršnih koli težav.
Vsekakor, tudi naš župan Peter Dermol je velikokrat, neštetokrat povedal, da so njegova vrata odprta, da zna slišati in prisluhniti ljudem. Prav tako vsi, bom rekla, člani Socialnih demokratov, člani svetnice in svetniki v svetu Mestne občine Velenje smo odprti za pripombe. Znamo prisluhniti, znamo slišati ljudi in se tudi odzvati na njihove potrebe. Če ne drugega, pa nam lahko povejo njihove težave, njihove skrbi in seveda vse predloge za izboljšave, ki jih vidijo v mestu. Zato pa smo v mestnem svetu, svetnice in svetniki, da jim prisluhnemo, da jim slišimo in da skupaj z njimi iščemo nove rešitve, boljše rešitve, ki dvigujejo kakovost življenja v našem mestu. Gledalke in gledalci, spremljali ste današnjo oddajo Pogledi svetniške skupine SD na dogajanje v Mestni občini Velenje. Lepa hvala za vašo pozornost. Aleksandra Vasiljevič, članica svetniške skupine SD v svetu Mestne občine Velenje, zaključna misel, zakaj je življenje v Velenju lepo, prijazno in tudi varno? Velenje je najlepše mesto, najbolj varno mesto in lahko smo ponosni, da živimo v njem. V Velenju živijo čudoviti ljudje in verjamem, da bomo še naprej uživali v tej krasni jeseni skupaj.